Povedati moram, da na Podstrešju je težko delati razstave. Še težje je delati dobre razstave in še težje o tako velikem opusu in bogati zgodovini dveh tako pomembnih šentjurskih ljudi, kot sta Benjamin in Gustav Ipavec. Zato ne pričakujte preveč. Da sem to razstavo delala jaz sama, je pač splet okoliščin, ki se je zgodil. Dr. Grdina je bil preveč zaseden, drugi zgodovinarji pa niso upali njemu v bok. Tako da mislim, da se bi mi v Celju oblizni 450 000 prstov, da bi imeli tak kaliber zgodovinarja, kot ga imate v Šentjurju. Vendarle sem potem ga prosila, če lahko uporabim besedila iz njegove doktorske dizertacije in to mi je, hvala Bogu, dovolil in tako sem v bistvu je razstava delo, njegovo delo, no, na nek način. Prvi del, ko pridemo na podestu gor, je uvod in sicer tu z besedami Janka Prunka, ki je v kratki zgodovini Slovencev opisal drugo polovico 19. stoletja na zelo simpatičen, jedrnat način, blizu vsakemu, da tako rečem. No, pri Benjaminu sem glih tako opisala, kakor smo vsi začeli, najprej, kako je odrastel, potem je postal zdravnik, vse njegove te zdravniške kvalitete, kaj vse je napisal na tem področju in potem preidemo glasbi in sicer najprej k tistemu delu, kateremu je bolj zaslovel oziroma, da rečem drugače, tistemu delu, kjer je prešel na politično področje, čeprav se je že kot študent odločil, da ne bo politično deloval. No in tako so nastale Kdo je mar, znamenita, ki ga je povišala v slovenske višave, potem Srčno raduj se rod, pa na Prešernovem domu, Vodniku. No, drugi sklop je posvečen operi in lahko krili sestrični opere, opereti, kakor rečemo, kakor pravi Grdina, da bom rekla, opereti in sicer Teharski plemiči, Ptičniki. Tretji del je pa tisti čas, ko se je že umikal v ozadje, ko je pravzaprav, kakor reče Urška, napisal svoje najlepša dela, in sicer ta je pa posvečen samospevom, kjer so pač obravnavani ti samospevi. No, zelo težko je o glasbi pisati na panojih, veste. To se ne da. No, pri Gustavu je pa bilo lažje, ne? Ker je bolj izpostavljen njegovo županovanje, tisto, kar je v Šentjurju naredil, kako je deloval v širšem področju, potem na kratko tudi o dinastiji in pa potem skratka, vse, kar je pomembnega naredil. In zadnji del, ki je pa dodan, je pa malo več o kmetijski šoli. Tu obravnavamo Gustava Ipavca kot vizionarja. Bog ve, kak bi bil Šentjur, če njega ne bi bilo, bomo rekli. Jaz se zahvaljujem vsem, ki so pripravljali to leto Ipavčevo, zaradi tega, ker mislim, da je bilo ogromno narejenega. Da je vse več vredno, kot je sama razstava, tako bom rekla. Zaradi tega, ker je korak naprej. Da bi pa ne delali več razstav po spalnicah in na dilah, je moja srčna želja, da bi se v Šentjurju namenili lepi, sodobni prostori za ureditev živahne, nove razstave, ki bi jo mora narediti mlada, divja ekipa, ki bo pritegnilo v Šentjur dosti turistov. Zahvaljujem se za sodelovanje Urški in gospod Smokovi, ki smo mi priskočili na pomoč, seveda gospodu Grdini, ki je dovolil, da sem prepisala njegove vrstice, in pa seveda financerju občini Šentjur. Brez sredstev države. Hvala.